Vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Vidim, da se je danes zbralo veliko ali pa največji del tiste pomladne energije, ki predstavlja normalno Slovenijo. Hvala, ker ste prišli. Hvala tudi za vse tisto, kar ste naredili v teh tednih naporne volilne kampanje. Še posebej velja ta zahvala, te čestitke in ti pozdravi in ti aplauzi mojim sokandidatkam in sokandidatom, ki so v teh tednih Slovenijo ponovno ovili v optimizem, v modro in v rumeno barvo. Hvala vam. Slovenska demokratska stranka ni od včeraj. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je ta država rojevala. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko so slovenske ulice in trge napolnili kriki slovenske pomladi. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je Slovenija branila. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je Slovenija uspešno borila za mednarodno priznanje. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko smo združili moči za vstop v Evropsko zvezo in v NATO. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko smo vstopali v skupno valutno območje in prevzeli evro. In Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko je Slovenija vodila polmilijardno Evropsko unijo. Slovenska demokratska stranka ni odvčeraj, vendar ni stranka preteklosti. Slovenska demokratska stranka je stranka prihodnosti. Slovenska demokratska stranka ve, kaj čaka Slovenijo v naslednjem mandatu. Nimamo nikakršnih iluzij glede premen, ki so pred nami. Vendar ravno zaradi tega, ker nismo včeraj, vemo tudi, da Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani te države, znamo združiti tisto najboljše, kar imamo, da takšne težave premagamo. Mi smo naš program 10 ključnih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti v prvih 100 dneh vlade, zapisali tisto, kar lahko zaustavi, kar mora zaustaviti to padanje Slovenije v brezposelnost in zadolževanje in kar in s čimer lahko Slovenijo ponovno postavimo nazaj na noge. V 100 ukrepov za cel mandat smo zapisali tisto, kar Sloveniji lahko omogoči ponovni razvojni zagon, kakršnega je imela pravzaprav ves čas od osamosvojitve do začetka tega zadnjega nesrečnega mandata. In še posebej v času med letoma 2004 in 2008, ko smo v razvoju, pa tudi v mednarodnem ugledu, dosegli naš nacionalni višek. Danes je Slovenska demokratska stranka temu našemu programu 10+100 dodala še ponudbo, ki se imenuje Pogodba za Slovenijo. Vsem članom ekonomsko-socialnega sveta smo danes poslali predlog izhodišč za nov socialni in medgeneracijski sporazum. Za sporazum, s katerim se mora
2 milijona odtenkov slovenske barve uskladiti glede ključnih rešitev, ki jih je potrebno sprejeti za prihodnost. Če kdaj, potem danes Slovenija ponovno potrebuje tako socialni dialog, kot tudi medgeneracijski dogovor, sporazum. Kajti težave, ki so pred nami, lahko rešimo samo tako, da ta dogovor dosežemo in da na temelju tega dogovora potem zgradimo, tudi potrebne rešitve. Zgodovina najuspešnejših trenutkov ali obdobij v zgodovini Slovencev, še posebej v zadnjih desetletjih, nas uči, da smo bili uspešni, da smo dosegali tudi nemogoče. Takrat, kadar smo znali združevati moči in takrat, kadar smo znali energijo naroda povezati v skupnem hotelu. Tako je bilo v času slovenske pomladi, tako je bilo v času slovenske osamosvojitve, tako je bilo v času, ko smo morali to osamosvojitev braniti tudi z orožjem. Tako je bilo v času, ko smo združili moči za doseganje kriterijev za vstop v Evropsko zvezo in za evroobmočje. Ti potencijali v našem narodu obstajajo. Tudi zadnja 3 leta niso nikamor odšli. Samo izkoriščeni niso bili. Zato je Slovenska demokratska stranka tista politična sila, ki lahko po pozitivnem zgledu nekdanjega Demosa, ki je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil Slovence v demokratizaciji in osamosvojitvi, je tista politična sila, ki lahko ta cilj ponovno doseže. Mi se danes ne ukvarjamo toliko za samo volilno kampanjo. Mi smo velik del teh naporov v tej volilni kampanji posvetili času, ki je pred nami, izzivom, ki so pred nami. Organizirali smo odprte forume s slovenskim gospodarstvom, pa potem odprti forum s slovenskimi sindikati in načrtujemo tudi pogovor z predstavniki mlade generacije. Nov socialni in generacijski sporazum, ki ga ponujamo, oziroma izhodišča zanj, je tisto, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje že na samem začetku. Mi smo prepričani, da bomo ta pogajanja, ki smo jih neformalno začeli v okviru naših odprtih forumov, morali nadaljevati že naslednji teden. Ampak nismo še tam. Zato, da bomo uspešni, zato, da bodo v prihodnosti v Sloveniji imele glavno besedo sile, sporazumevanja, povezovanja, pa tudi odločnega ukrepanja, kadar je to potrebno. Je na teh volitvah, ki so pred nami, potrebno doseči zmagovit rezultat. Od glasov na teh volitvah, ki bodo najpomembnejše volitve, odkar Slovenija obstaja kot samostojna država, mora dovolj veliko število slovenskih volivk in volivcev zaupati v slovensko prihodnost. Samo tako bodo prišli na volišča in samo tako bo ta prihodnost takšna, kot je bil slovenski razvoj pravzaprav vse do konca leta 2008. V Slovenski demokratski stranki imamo program, imamo mednarodno podporo, imamo izkušnje, imamo ekipe in imamo prioritete. Vemo, kaj je treba narediti prvih 100 dni, vemo, kaj je treba narediti prvo leto, vemo, kaj je treba narediti do konca mandata in popolnoma jasno nam je, da to ne bo enostavno. Zadnje dni prihaja vse več črnogledih informacij iz širšega evropskega okolja, pa tudi iz okolja razvitega sveta, o tem, kako se tudi naslednje leto
Evropi ne obeta kakšna velika gospodarska rast, nekateri napovedujejo celo ponovno recesijo. Prihaja informacije o dodatnih težavah v nekaterih državah članicah evra, kar lahko povzroči nove razpoke v evroobmočju. Prihaja tudi informacije o podobnih težavah v Združenih državah, se pravi v prvi ekonomiji sveta. In ti obeti seveda niso dobri. To je še dodaten razlog za to, da Slovenci strnemo svoje vrste, da presežemo delitve, ki se iz preteklosti vlečejo v prihodnost, da združimo tisto, kar je najboljše in da to preizkušnjo, če bo prišla, pričakamo pripravljeno. Brez tega zna biti cena previsoka. Slovenija ima enostavno, da je pred sabo dve izbiri. Ena je ponavljanje tega, kar smo spremljali zadnja 3 leta, drugo je glas za Slovensko demokratsko stranko. Samo ti dve Dragi prijatelji, glas za Slovensko demokratsko stranko je, kot bi rekel dr. Jože Pučnik, glas za tiste, ki jim gre za stvar. To, da nam gre za stvar, je ključna točka, ki nas loči od naše politične konkurence. In zato, ker nam gre za stvar, bomo v nedeljo uspeli. Zato, ker nam gre za stvar, bo po tej volilni nedelji, po teh predčasnih volitvah nad Slovenijo ponovno modro nebo in rumeno sonce. Ravno zato, ker je ta odločitev tako pomembna, mora biti ta uspeh zadosten, mora biti res velik. Pred nami je še, ne bom rekel, nekaj dni. Pred nami je še nekaj 10 ur, ki jih lahko izkoristimo za to, da bo ta rezultat takšen, kot ga potrebujemo. Jaz verjamem, da boste naredili vse, kar je v naši moči, da to dosežemo. To ni pomembno samo zaradi teh ključnih stebrov našega programa, pravičnosti, delovnih mest in trajnostnega razvoja. To so pomembne stvari, okrog tega je edino možnost zgraditi blaginjo za vse, kar je naš končni cilj v tej državi. Pomembno je tudi to, da se ponovno v Sloveniji zavemo svoje identitete. Moramo biti odprti, moramo biti tolerantni do drugačnih, moramo znati sprejemati tisto najboljše, ko gre za umetnost, kulturne ali znanstvene dosežke od drugod. Vendar pa je popolnoma jasno, da mora v Sloveniji imeti prednost slovenski jezik in slovenska kultura. Tako je tudi Bili smo v zadnjih tednih po številnih prireditvah širom Slovenije. Povsod sta nas spremljala slovenska pesem in slovenska beseda. Ni bilo Slovenska demokratska stranka ni samo stranka, ki se bori za nova delovna mesta, za pravičnost in za trajnostni razvoj. Slovenska demokratska stranka je tudi
stranka slovenske identitete in slovenske kulture in tako bo ostalo. Dragi prijatelji, pustimo več časa pesmi kot pa govorom. Še enkrat apeliram na vse, da storimo v teh urah, ki so preostale, vse za čim boljši rezultat. Mislim, da se potrebna energija za to potrebno spremembo zbira, da je vse več in da se vse več ljudi zaveda, da je glas za Slovensko demokratsko stranko glas za normalno Slovenijo. Zato bo Slovenski demokratski stranki na teh volitvah uspelo in v naslednjem mandatu bo uspelo Sloveniji. Hvala lepa. Za te besede, ki nam jih je namenil 4. decembra, pa gremo vsi skupaj zagotovo na zmago!